Kar 3 gledalci so se odzvali na video prejšnjega tedna, v katerem sem spraševal, kako se obnese navigacija v kombinaciji s števcem Sigma 11. Dobil sem zanimive odgovore, ki bojo interesantni za vsakega, ki razmišlja o nakupu take naprave. Med ostalimi komentarji se je pojavilo tudi eno zanimivo vprašanje, kako se spopadam s tole ledeno mrzlo vodo v bidonih. No, potem se je pa pojavil še eden z opozorilom, da se mi bojo zaradi te navigacije in pametnih prstanov skisali možgani. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo v drugi polovici februarja. Naredilo se je tako oblačno vreme, zunaj je pa 4 stopinje Celzija. Zaenkrat sonce sicer še proseva, vendar je napovedan slab teden. Za danes je sicer bilo zmenjeno, da pride Luka iz Poljanske doline, zato da ga zapeljem eno lepo stotko do Čedada in po dolini na Diže, ampak je prišlo nekaj vmes in ni mogel priti. Jaz sem se vseeno odpravil v to smer. Ne bom šel prav do Čedada, bom pa dal link od svoje Strave dol od spodaj v opis videa. V opisu videa je tudi moj link za 10% popust pri spletni trgovini Sirocco. Ravno te dni sem videl, da so nekatera zimska oblačila še dodatno znižana. Moj popust pa velja na vse izdelke, tudi na znižane. Namesto uporabe mojega linka lahko na koncu na blagajni, preden speljete plačilo, napišete mojo kodo RBASLO in vam bojo popust ravno tako obračunali. Pot me bo peljala tukaj po južnih obronkih Goriških Brd, malo čez Slovenijo, malo čez Italijo. Tukaj so ceste prazne in enostavno fantastične. Po 14 kilometrih sem že prišel v Vipavže in zdaj nadaljujem pot proti Dobrovem. Tukaj so prav na novo naredili tale kolesarski pas in tudi z te smeri bi rekel, da je najlažji vstop v Goriška Brda. Tle po tej poti se prepeleš praktično po ravnem skoraj v Dobrovo. Na koncu zadnji švoh kilometr je malo vzpončka, če ne pa praktično ravnina tukaj med temi čudovitimi vinogradi. V vseh letnih časih vredna, da jo prepeljete. To je tale mini vzponček in po 2 ovinkih, po slabih 19 kilometrih sem že prišel v Dobrovo. No, pa če grem kar brez odlašanja na komentarje o kolesarskem števcu. Prvi se je oglasil Roki, ki je napisal, da je mogoče še najbolj smiselno kupiti en poceni nosilec za telefon in uporabljati kar komut za navigacijo. Jaz se s tem deloma strinjam. Imel bi pomisleke glede samega nosilca, ker mora imeti res dobro vpetje, da ti ne bi telefon na prvi udarni jami odletel dol z bilance. Telefona ti ne sme biti preveč žal, zato ker on bo več ur na soncu izpostavljen z ekranom navzgor. Pa tudi mora imeti kar dobro osvetljen ekran, zato da kaj vidiš v močni sončni svetlobi. Poleg tega bi jaz predlagal, da bi imel nekje še kakšen powerbank, ker non-stop pržgan ekran na telefonu bo kar dobro spraznil baterijo. Ampak drugače pa ja, če nisi pripravljen dati kakšne večje vsote denarja za en kolesarski pametni števc, je mogoče še najbolj pametno začeti kar s telefonom. No, potem pa se je javil en gledalec, ki je napisal, da ima 11.1 Evo števec in tudi komut za navigacijo, ampak ga je uporabil samo enkrat. Zato je predlagal gledalcu Igorju, naj kar uporablja telefon z enim nosilcem na bilanci in da bo njegova izkušnja precej lepša. Potem pa se je javil še Denis, ki je napisal, da je imel Sigmo 11.1 Evo in da ni blizu Garmina, kar se tiče navigacije. Sicer ti kaže turn by turn s preprosto grafiko, ampak ni tako kot Garmin, kjer imaš zemljevid. Gledalcu pa predlaga, naj malo pogleda za kakšnimi rabljenimi 530 ali pa 830 števci, ki se dobijo že za dober denar, ali pa mogoče kakšen Garmin Explorer, Wahoo Bolt, Ace in podobno. Zdaj sem prišel čez mejni prehod v Italijo in nadaljujem svojo pot v smeri proti Čedadu. Tukaj se zdaj zapeljem lepo po eni stranski vzporedni cesti, zato ker ni nobenega prometa in nima nobenega smisla, da se vozim prav po glavni cesti. Če ne bi bilo oblačno, bi se iz tukaj videl Matajur, celo mogoče Krn in Kanin, ampak danes se vidi samo ena sivina. Zanimiv mi je bil komentar, ki ga je napisal Filip, glede tega, da pametni prstani niso dobra opcija, če te zanima samo srčni utrip. Dodal je tudi povezavo do enega YouTube videa, kjer je en Avstrijec delal primerjavo med različnimi senzori srčnega utripa in pametni prstani so čist na dnu lestvice, kar se tiče zanesljivosti. Zaključek je, da če vas zanima samo srčni utrip, potem pametni prstan ni pametna izbira,
saj obstajajo dosti boljše in cenejše variante. Jaz osebno imam za srčni utrip itak že tale pas okrog prsi in sploh srčni utrip me zanima najbolj takrat, kadar kolesarim. Sem si pa zaželel pametni prstan tudi zaradi tega, ker grem kdaj na kakšno hojo in takrat merilnika srčnega utripa nimam, pa zanima me mogoče, koliko korakov naredim čez dan, kako po noči spim in še kakšne druge meritve, ki jih ta prstan ponuja. Sem pa rekel tako, ko bo prišel, vam ga bom pokazal in bom tudi zelo hitro videl, če sem vrgel 60 € proč ali je od njega kakšna uporabna korist. Tudi tle na italijanski strani Goriških Brd je cesta zelo luštna, taka valovita. Tle recimo na 28 kilometrih imam šele 200 višincev, nobenih pravih vzponov, zato ker to je točno tisto področje, kjer se Goriška Brda nekako prevešajo v to italijansko ravnino. Tukaj v tem križišču levo bi bilo še 7 km do Čedada, ampak jaz sem se premislil, grem kar naravnost za smer Albana. Tam bom počasi obračal nazaj proti domu, ker imam zdaj že 30 km in nekako ocenjujem, da bo ena 60-tica za danes popolnoma dovolj. Tukaj gre cestica še nekaj časa po ravnem, potem se pa hribi kar naenkrat zaprejo in imaš na vse strani samo še močne vzpone. Ena varianta je, da greš čez mejni prehod Britov v Slovenijo in gor na Corrado oziroma Lig, ali pa če se držiš leve italijanske strani, je tukaj en čudovit vzpon za njihovo romarsko svetišče Castelmonte. Že pred kakšnim mesecem je ena gledalka postavila vprašanje glede mrzle vode v bidonih, no in v prejšnjem videu se je potem še en gledalec okorajžil in vprašal, na kakšen način jaz nekako se spopadam s to mrzlo pijačo, zdaj po zimi. On je napisal, da si nalije vročo vodo in z elektroliti gre na kakšno krajšo 30-40 kilometrsko vožnjo, ampak v zelo kratkem času je bidon mrzel in zelo težko pije potem tisto ledeno pijačo. En gledalec mu je odgovoril, da uporablja kar termovko in si jo dal odzadaj v nahrbtnik. Predlagal je tudi varianto, da bi bidon s toplo vodo zavil v kakšen časopis, ampak to hkrati pomeni spet, da ga moraš imeti v nahrbtniku, ker s časopisom ga ne moreš dati v te nosilce za bidon, ki jih imaš na kolesu. Šele ob teh komentarjih sem se jaz spomnil, da sem tudi sam imel pred leti termobidone. Prav narejeni so bili z dvojno steno, ampak vam povem, nič kaj dobri. Približno pol ure je mogoče zdržalo, da je bila voda v njih še mlačna, potem je bila pa lihtko mrzla. Poleg tega so bili zelo trdi na otip in ga nisi mogel stisniti, kadar si pil pijačo, tako da si jo lahko vlekel ven samo z usti. In sčasoma se je tista plastika gor na vrhu pri pokrovčku malo popustila in je začela voda tam med pitjem puščati, tako da sem jih zavrgel. Tako me je to vprašanje na nek način prav presenetilo, ker jaz zdaj že par let vozim z navadnimi bidoni. Če je pač mrzla voda, sem se navadil, niti ne razmišljam o tem, to sem enostavno dal ven z glave in pozabil, da je to problem. Tle se zdaj ustavim za en vodni vir, bom preveril, če pipa sploh dela po zimi. Dela. Super, da je voda odprta tudi po zimi, sploh tako, če ostaneš brez. Tle je še kakšnih 25 km do doma, pride zelo prav, da je nadehidriraš. Ja, vidiš, čeprav je bilo rečeno, da bojo oblaki popolnoma prekrili nebo, sonce še kar proseva skoznje. Škoda, Luka, ker nisi mogel izkoristiti današnjega dne za eno kolesarjenje, ampak saj vem, zmeri se vse ne da, tako da bomo naredili pa v marcu en lep izlet. Ja, vidiš, še prehitro sem hvalil, par kilometrov nižje se pa pozna, da je prišla oblačnost. Čutim, da je tudi južni veter in očitno to potiska iz juga gor proti nam te oblake in tudi deževje, ki bo prišlo v naslednjih dneh. Vas pa moramo opozoriti na eno elektronsko pošto, ki mi jo je poslal Silvo. Odločil se je za nakup radarske lučke Garmin Varia in ga je precej zaskrbelo,
ker je videl, da varijo pritrdiš na sedežno oporo samo z eno elastiko. Zaradi tega je pobrskal po spletu in je našel, da se da za dober denar kupiti prav poseben nosilec za to lučko, da si potem brez skrbi, da jo ne zgubiš. Ga pa povsem razumem, ker tudi meni se je zdelo, da je ena elastika premalo. Jaz sem pri sebi to rešil tako, da sem montiral lučko potem z 2 elastikama, ampak kljub temu je še zmeraj zelo, zelo ohlapna. Pa še eno stvar sem ugotovil. Tale nosilc na elastiki je tako ohlapno pritrjen, da sčasoma med vožnjo pride od zadaj kakšni kamenčki in jaz imam popolnoma zdrsano sedežno oporo. Vidiš, kako je zdrsana. Jaz bi mogel po vsaki vožnji tole gumico tukaj na nosilcu očistiti, ampak kdo je vedel? Prej, ko sem jaz pogruntal, da se to dogaja, je bila sedežna opora že skoraj cela bela. Spet imam en mini vzponček za premagati. Tukaj se približaš slovenski meji na 5 metrov. Bom se držal kar Italije in šel čez Prevalj nazaj proti domu. Prevalj sem že večkrat omenil v svojih videih in tle mi je res lepo. Super, super, ne glede na vreme, ne glede na letni čas. Pa še prepletenje s temi krasnimi potkami, ki so za pešce in kolesarje, tako da se ni treba voziti po glavnih cestah. Omenil bi pa še en komentar, ki sem ga dobil v prejšnjem videu, tako da vam ga bom kar prebral. S temi navigacijami možgani zakrnijo in števci in prstani, a to je rekreativno kolesarjenje, joj. Mi smo štartali doma in na Trstelj, Komen, Brestovica, Sela in nazaj domov, brez vseh pripomočkov. Ja, se strinjam, tudi mi smo pred časom štartali od doma brez kakršnih koli števcev in drugih naprav in smo se lihtko imeli super. Še več, tudi računalniki, pametni telefoni so prinesli v naša življenja to, da ne uporabljamo več možganov, tako kot bilo treba. Včasih sem znal 50, 100 številk na pamet, danes znam mogoče 2 ali pa 3. Tako da pač življenje je tako, mi se povrh vsega še staramo, čuvajmo svoje možgane, pa bo vse ok. K sreči uporaba teh navigacijskih naprav ni obvezna, tako da še zmeraj lahko vsak kolesari, kakor njemu duša poželi. Jaz pri uporabi pametnega števca, navigacije in drugih senzorjev vidim več koristi zase, tako da jih bom še naprej uporabljal. Vam pa želim varno, srečno vožnjo, bodite fajn, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.